je pripeljal ta večer. Zdaj smo dobrodošli v imenu Slovenskega knjižnega centra v Celovcu, Mohorjeve in pa prireditelja generalnega konzulata Republike Slovenije v Celovcu. Pozdravljam tudi gospoda konzula Predana med nami. Nekam se je skril. Zelo smo dobrodošel. Pa tako bi pozdravil tudi še drugega častnega gosta, ki je privihral diplomatskega kolega iz visokega predstavnika v Bosni in Hercegovini, dr. Zdravka Incka. Seveda, poleg vas vseh, ki ste se zbrali tukaj danes v Mohorjevi knjigarni. Seveda, osrednja gostja in vzrok današnjega večera je znana slovenska novinarka Mariborskega večera, Darka Zvonar Predan s knjigo Beograjski pogovori. Gre za knjigo, ki je nastala oziroma je rezultat njenega nekajletnega bivanja v srbski metropoli v Beogradu in avtorica je čas izkoristila kot novinarka in se posvetila svojemu nekje najljubšemu novinarskemu žanru, in sicer intervjuji, pogovori z znanimi osebnostmi, za kar je tudi posebej znana med novinarji oziroma v novinarstvu. V tej knjigi je zbranih nekaj izčrpnih pogovorov z zelo znanimi srbskimi osebnostmi. Legendo tudi nekoliko razvpito v naših krogih, torej z področja politike, Vukom Draškovićem, na primer, ali pa, kdor se zanima za šport, pogovor z veliko legendo športa, nogometa, Draganom Džajićem, katerega mogoče poznate, to je neke vrste nekdanji Zinedin Zidan, ali pa eden od Zinedinov Zidanov med Srbi. Najdemo tu tudi srbsko Sofijo Loren pod navodnicami, Mileno Radić, ali pa tudi najznanejšega mogoče Slovenca, mogoče najznanejšega Slovenca v Srbiji, v Beogradu, nadškofa Stanislava Kočevarja. Knjiga pod črto lepo predoči tudi mentaliteto in način razmišljanja v narodu, ki je recimo resnici na ljubo pri nas tudi malo na slabem glasu, morda tudi zaradi tega, ali pa predvsem tudi zaradi tega, bomo rekel, ker marsikatere plati Srbije pogosto ne poznamo. O knjigi bo avtorica spregovorila v pogovoru z novinarjem Dejanom Pušenjakom, glasbeno pa bo večer ustrezno spremljal Sajlin Horozović, ki je že dal svojo pokušino na harmoniki. Želim vam prijeten večer. Dober večer, spoštovani in dobrodošli na predstavitvi knjige moje prijateljice in kolegice Darke Zvonar Predan. Hkrati moram tudi testirati, če nas slišite brez ozvočenja. Ja. Bolj glasno? Ali bomo vklopili? Ok, dobro. Se pravi, kot že rečeno, je knjiga nastala v času, ko sva bila oba z Darko zaposlena, se pravi še aktivna na sobotni prilogi Mariborskega večera. V knjigi so zbrani nekateri od intervjujev, ki jih je Darka naredila v Beogradu med leti 2010 in 2014. V knjigi so razvrščeni po kronološkem vrstnem redu, tako da skozi branje lahko spremljamo tudi spremembe v času in v svetu. V knjigi je približno kakšna tretjina intervjujev, ki jih je Darka naredila med svojim bivanjem v Beogradu. Ostali še čakajo na objavo v knjigi. Ker smo bila pač oba pri časopisu, sem jaz prebral vse in z absolutno gotovostjo lahko zatrdim, da so vredni objave in vredni tudi vnovičnega branja. Tisto, kar jih po mojem mnenju dela za to, se pravi za vredne ponovnega branja, je zlasti dvoje. Na eni strani izpričujejo Darkini sogovorniki zelo, zelo visok nivo razmišljanja, mestoma tudi izzivalen. In to ne glede na temo, o kateri se pogovarjajo z Darko. Na drugi strani je Darka opravila svoj del posla zgledno, brezhibno, briljantno. Se pravi, pokazala je, kako mora novinar ravnati, ko pride v določeno okolje. Se pravi, skrbno, premišljeno, z zelo dobrim poznavanjem dejstev, z veliko radovednosti
z veliko želje po odkrivanju, pa s čim manj nekih zacementiranih stališč in mnenj. Z tega vidika je po mojem mnenju knjiga lahko uporabna tudi kot učbenik. Knjiga je sicer res zbirka intervjujev, ampak lahko jo berete tudi kot roman, se pravi premočrtno od prve do zadnje strani. Bere se zelo gladko, pri čemer posamični intervjuji lahko predstavljajo tudi posamična poglavja v knjigi, ki so notranje zelo subtilno povezana, se pravi, pojavljajo se določeni isti ljudje, iste teme, isti problemi pri prvem, tretjem, petem, sedmem intervjuju, tako da vse skupaj tvori neko, kako bi rekel, notranje skladno celoto. Knjiga je sicer analiza družbe, vendar ne samo srpske družbe, ampak vsake družbe. V njej, kot je bilo že omenjeno, nastopajo res zelo različni ljudje, od nogometašev, politikov, takih, ki so kombinirali šport in umetnost, do takih, ki so živeli v utvari, dokler niso se srečali z Darko, da so lahko profesionalci, pa nikogaršnji, kot recimo znan odvetnik Toma Filo. Potem pa še cela vrsta igralcev, ki se jih spomnimo iz največjih jugoslovanskih filmov, od Mikija Manojlovića do Mirjane Karanović. In v pogovori z Darko govorijo o najrazličnejših temah, se pravi o naši skupni zgodovini, govorijo o družbi in o odnosih med državami, Slovenija, Srbija, Kuba, Amerika, Evropska unija. Mislim, vsi so blazno širok razpon njihovih tez. Govorijo tudi o odnosih med ljudmi, se pravi o odnosih med nami starejšimi, pa tudi o tak bolj, kako bi rekel, zahtevnih odnosih, kot so njihovi odnosi z njihovimi starši, kot so odnosi z njihovimi otroci. Govorijo o ljubezni, o smrti, tudi o tragičnih primerih, kot recimo, ko je nekomu umrl otrok zaradi levkemije pri 30-ih, ko se je vdova govori, kako se je njen mož ustrelil s pištolo pri njej doma. Govorijo tudi o temah, kot je kako uničevanje kulture pogubno vpliva na razvoj vsake družbe in podobno. Vse to, bi rekel, dela knjigo za vredno ponovnega branja in za knjigo, ki bo obstala skozi čas, ker so analize problemov v bistvu tako rekoč večne, no, da tako rečem. Tudi konflikti, problemi, težave, odgovori, ki se pojavljajo skozi knjigo, so že naši pretekli, pa tudi naši prihodni. V knjigi so tudi nekateri humorni elementi, ki so tudi zelo uporabni za današnji čas. Recimo, meni je najbolj blizu ta, ko je Bekim Fehmiju v neki uspešni nanizanki tuje produkcije o življenju Jezusa, musliman, igral svetega Jožefa, recimo, ne? Ampak tisto, kar druži Darkine sogovornike pod črto vse, je pa vendarle neka vera v prihodnost, neko zaupanje, da bo boljše, ampak preko osebnega angažmaja, ne? Vsi povedo, da brez osebnega angažmaja ne bo nič. Zdaj, kolikor vem, Darka še vedno vzdržuje stike z svojimi prijatelji v Beogradu, hodi tudi občasno v Beograd. In bi jaz mogoče začel najin pogovor prav s tem, se pravi, ali se je pričakovanje njenih sogovornikov uresničilo. Se pravi, ali je v Srbiji bolje ali slabše, kot je bilo včasih. Dober večer, zelo sem počaščena, da ste prišli v takem številu, da so na voljo zdaj, da morajo biti na voljo celo stojišča. Hvala mlademu virtuozu na harmoniki, hvala kolegu in mojemu nekdanjemu uredniku, tako je skromen, da ni povedal, da je bil moj šef, Dejanu Pušenjaku. Takšne laskave besede med kolegi niso vedno v navadi. Upam, da za mojim hrbtom govori enako. Vem, da. Dejan je bil zelo dober urednik, da mu vrnem vse te komplimente, ampak resnično zelo dober, ki je puščal kolegom proste roke, ki ni zahteval, da mislijo točno tako, kot misli on, ki je cenil prave vrednote novinarstva, tako da sva imela res lepo sodelovanje. Tukaj je tudi moja kolegica Katarina. Mi smo bili trojka sobotne priloge in mislim, da smo delali dober časopis. Žal ga, kolikor vem, tukaj pač ni na Koroškem, ne mogoče kupiti, tako da mi morate verjeti na besedo. V glavnem, naš mladi harmonikar je začel s Miljackom.
To je priljubljena pesem, ena najljubših, morda najljubša srbskega zunanjega ministra Ivice Dačića, in tu že odgovarjam na Dejanovo vprašanje. Ivica Dačić je predsednik tudi socialistične stranke in je v koaliciji zdaj z srbskimi naprednjaki, ki so se ločili od stranke radikalcev zloglasnega Vojislava Šešlja in zdaj vladajo. Že ti podatki, najbrž, seveda so obrnili retoriko, nekoč so bili na čelu velikosrbskega vala in sodelovali z Miloševićem, zdaj so se spreobrnili. Seveda je treba vsakemu človeku, tudi politikom, pustiti pravico, da se spreobrne, ampak v srbski družbi je vse tako, da se natančno ne ve, se ni edina seveda, ali je to, kar je na površju, ali to je tako tudi pod površjem. Srbija zdaj gre v retoriki njenih voditeljev v Evropsko unijo koraka, počasi, a vendarle, obenem pa seveda se ne odreka niti obiskom Moskve, spogleduje se tudi s Kitajsko, z arabskim kapitalom. V Beogradu raste Beograd na vodi, megalomanski projekt, ki ga financira arabski kapital. Potekajo protesti, zato ker se mnogi bojijo, da bo imelo mesto od tega več škode kot koristi. Obenem pa so zdaj po predsedniških volitvah, ki so bile pred kratkim, in je sedanji premier, še je vedno, ampak ne več dolgo, Aleksandar Vučić, torej šef teh naprednjakov, ki so se ločili od Šešlja, je bil izvoljen, in to gladko izvoljen, za predsednika države. In zdaj so vsaj do nedavnega potekali, morda še vedno, morda bodo tudi jutri, protesti. Kar velika množica ljudi se je zbrala na srbskih trgih, da bi izrazili svoje nezadovoljstvo s sedanjim stanjem. Srbija se ni premaknila nikamor. Ti moji intervjuvanci, kolikor imam še stikov z njimi, pa mislim, da tudi tisti, s katerimi nimam stikov, bi menili enako, da so bile razmere takrat, ko sem se jaz pogovarjala z njimi, nekako bolj optimistične, v zraku je bilo več optimističnega pričakovanja kot danes. Plače so slabe, Srbija ima eno najnižjih povprečij, povprečna plača, hočem reči, ena najnižjih, pokojnine so seveda še veliko slabše, mladi množično odhajali so pod Miloševićem, odhajajo zdaj, odhajajo seveda najsposobnejši, tisti, ki imajo možnosti, tako da mislim, da ta hip v Srbiji ni v dobri koži. Seveda pa je med temi ljudmi še vedno nek optimizem, neko upanje, da bi lahko lepega dne z vstopom v Evropsko unijo šle stvari na boljše, ampak ko pa gledajo Evropsko unijo, kam gre, in s kakšnimi dilemami se srečuje in kako je na nekih področjih neučinkovita, pa ta optimizem tudi je vprašljiv. Ne vem, če... Tako sploh se mi zdi, da ta Balkan, tukaj je gospod Incko, ki je velik poznavalec Balkana, se mi zdi, da še vedno predstavlja nekakšen sod smodnika, da nekako
ne moremo biti čisto mirni. Ne? Tako kot je očarljiv, ne, predstavlja tudi nekakšno nevarnost. Seveda zdaj tudi ni v središču, ne, pozornosti, ker so problemi drugje, ampak eden od mojih intervjuvancev, Miki Manojlović, je na moje vprašanje, ne, ko sva govorila o tem, kako na tragičen, krvav način, ne, je ta država na Balkanu, Jugoslavija, razpadla, ne, in sem ga vprašala, ali je nasilje v Balkanu v genih, je odgovoril, ne, ni mu v genih, je pa v navadi, mu je pa v navadi. In potem sem postavila pod vprašanje, kje je torej rešitev, in je rekel, v izobraževanju, samo v izobraževanju. Torej upajmo, ne, na dobro izobraževanje. Darka, vprašal bi te za čisto osebno izkušnjo, ko si sedela recimo pred Vukom Draškovićem ali pa pred Bato Živojinovićem, ki sicer nista ravno odkrito zagovarjala veliko srbstva, ne? Se pa tudi od njega nista jasno ogradila. Kaj se ti je motalo po glavi? Torej, a si se spraševala, pa kako možno, da po vseh teh letih, pa po vseh teh izkušnjah še vedno enako gonijo svoje staro? Ali si razmišljala o čem drugem? Pa ne bi rekla, da še vedno enako gonita. Ne? Seveda ste se oba malce vlekla nazaj. Ne bi rekla, da nista prav nič, ne? Tudi sta bila malce, da nista prav nič, da bi rečem tako, to je grd izraz, taki prav stalinističen, revidirala svojih stališč, ampak bi pa rekla, da je težko, ne? Seveda je težko, ne? Tudi intelektualcu je težko priznati, in Vuk Drašković zagotovo je, ne, intelektualec, karkoli si že mislimo o njem, tudi intelektualcu je težko priznati, ne, svoje zmote in napake, ne. To zmorejo le redki, ne. Je pa skušal, ne, Vuk Drašković seveda mi zlest pod kožo oziroma zlest mojim bralcem pod kožo. Ne. Čeprav mislim, da je bil dokaj iskren, ampak dobro, o tem težko sodim, tako dobro ga ne poznam, ker je na vprašanje o Sloveniji, ne, mislim, in sploh o razpadu Jugoslavije in o krivcih, je rekel, da če bi takrat v tistih poznih 80-ih letih oziroma v 80-ih letih nasploh poslušali srbska intelektualna in politična elita, oziroma na prvem mestu politična in potem intelektualna, slovenske predloge, da Jugoslavija ne bi razpadla. In da on je še vedno mu je žal, da je Jugoslavija razpadla. In potem, ko sem ga vprašala, ali to govori pač zato, ker daje intervju za slovenski časopis, ne, nikakor je odgovoril, tako iskreno mislim. Bata Živojinović pa seveda, on pa je igralec skozi in skozi, ne, igral je, ne, tudi v tem intervjuju, to je pogovor je bil kot nekakšno, on seveda njega najbrž vsaj nekateri tukaj poznate in veste, da je igral v številnih partizanskih akcijskih filmih, in najin pogovor je bil tudi, ker je bilo ogromno pobitih, ne, Nemcev vedno, ne, in tudi najin pogovor je izgledal približno tako, ne, pogovarjala sva se, mislim, da 3 ure ali morda celo več, v eni gostilni, ki se ji reče zanimivo Bevanda, ne, in to so bili rafali, ne? Vprašanje odgovor, ne? Kajti Bata Živojinović je v tistih časih, ne, Miloševića vstopil v njegovo stranko, ne, celo kandidiral, sicer neuspešno, za predsednika Srbije, in res, da on ni streljal po Balkanu, je pa v času bosanske vojne na Palah, medtem ko so recimo njegovi
kolegi, ne, iz filmskega sveta v Sarajevu gladovali, ne, in bili v strahu, je on snemal nad Sarajevom neko komedijo, se družil oziroma celo menda pekel vola z Karadžićem, in to seveda mimo tega ni bilo mogoče, jaz sem ga tudi o tem spraševala, ampak tudi on je odgovarjal tako na nekem nivoju, ne. To vse so ljudje, s katerimi se da pogovarjati, tudi če imaš diametralno nasprotna stališča, ne, se da pogovarjati z njimi. Vsaj moja izkušnja časnikarska je taka. Vprašanje je, kako bi bilo, če bi se kje zasebno v kakšni gostilni srečali, ampak moram reči, da vse to so zelo kultivirani ljudje. In tudi mi ni nihče odrekel intervjuja, nihče se ni med intervjujem tako razjezil, da bi ostal. Moram reči, da jaz nisem iskala na silo polemike, ne. Samo včasih pač je seveda, ne, do tega pride in takšen intervju je tudi, ne, zame zanimiv, ne. Sploh se raje pogovarjam s tistimi, ki mislijo drugače, kot mislim jaz. Meni je bilo to vedno bolj zanimivo. No, nihče ni mi odrekel, razen znanega režiserja Ljubiše Ristića, ki ga morda poznate, pa še on zato, ker sem imela intervju z nekim njegovim kolegom, ki ga žal ni v tej knjigi, morda bo v naslednji, če bo do nje prišlo, ki je pač kritiziral Ljubišo Ristića, ne, in je Ljubiš Ristiću to nekdo iz Slovenije poslal in je on ta intervju prebral in potem je bil jezen ne samo na intervjuvanca, ampak tudi name, on mi je zavrnil, ampak tudi on me je sprejel in to pa je bil res tako oster pogovor, ampak ker jaz nisem snemala, seveda ga potem tudi ne, nisem mogla objaviti, sem pa zgodbo napisala, kot se ti spomniš, ne. O tem, ampak drugače pa so me vsi v glavnem res sprejeli tako, ne v glavnem dobesedno vsi prijazno, celo počaščeni so bili, ne, da se v Sloveniji, ne, ali oziroma nekdo iz Slovenije, ne, zanima zanje in za njihova razmišljanja. Tako da moje izkušnje so dobre. Ta gospod pa je bil, Darka? Ta gospod, ki je Ristić zameril, je pa bil Jovan Čirilov, to pa je znani direktor in selektor velikega nekoč jugoslovanskega gledališkega festivala Bitev mednarodno znanega in priznanega, ki pa je zdaj seveda srbski festival. In gospod Čirilov je res velik intelektualec, liberalec. To je bil zelo zanimiv intervju, škoda, da ni uvrščen v to knjigo. Jovan Čirilov je ta festival, je bil duša tega festivala, no, in je pa že pokojni, tako kot so pokojni že nekateri intervjuvanci iz te knjige, pokojni so, ne vem, če vas zanima, pokojn je Bata Živojinović, Mira Stupica, ki je tudi ni v tej knjigi, ki bo morda v naslednji, če bo do nje prišlo, tudi velika igralka, in pokojn je mož Milene Dravić, o katerem, Draga Nikolić, tudi velik igralec, o katerem ona govori v tej knjigi, v tem intervjuju. Darka, približno v istem času, leta 1999, se je zgodila, po mojem mnenju, še vedno zelo tragična epizoda. Se pravi, NATO je brez pokritja Varnostnega sveta bombardiral Beograd in dele takratne Zvezne republike Jugoslavije. Nekateri smo bili proti, nekateri so to utemeljevali, za oboje je mogoče najti na tisoče razlogov, se pravi za in proti. Ampak kakorkoli, vprašanja, ki jih odpira to bombardiranje, so zelo, zelo zanimiva in pomembna, od kolektivne krivde naroda do tega, da so bili bombardirani tudi, kako bi rekel, najni ali pa moji prijatelji, med katerimi ni bilo niti enega Miloševićevca. A so nam to, kako bi rekel, zamerili? Ne, nam ne. Imam občutek, da nam ne. Morda zato tudi, ker smo majhen igralec v igri, zamerili so pa seveda NATO, ne.
Med mojimi sogovorniki ni nikogar, ki bi rekel, da je bilo to bombardiranje potrebno in dobrodošlo. So takšni, seveda, več je takšnih, ki pravijo, da zakaj niso Miloševiča našli in ga poslali v Haag že prej, brez bombardiranja. Teh je kar precej. Moram pa reči, da med mojimi tako zasebnimi prijatelji, ki sem jih dobila v Beogradu, pa se najde kdo, ki pravi, da je bilo to bombardiranje potrebno. In sem bila priča hudim polemikam tako v zasebni družbi o tem. Ne, Sloveniji se mi zdi, da pravzaprav ne zamerijo. Tudi ni nikogar med mojimi intervjuvanci bilo, ki bi rekel, vi ste krivi za razpad. Mogoče Bata Živojinović, še najbolje tako malce hotel v to smer, drugače pa ne. Meni je bil zanimiv stavek, ki ti ga je rekla igralka Svetlana Bojković, ki je rekla nekako takole, da če si javna oseba, se pravi, če funkcioniraš v javnem prostoru, ne moreš reči ravno prav vsega, kar ti pade na pamet. To se mi zdi je nekako stara šola. Današnji čas je nekaj čisto drugega, se pravi 140 znakov, povedati čim več in čim bolj neusmiljeno in čim bolj surovo. A ti kot recimo predstavnica te tako imenovane stare šole občutiš to razliko? Preden odgovorim, da malce napetosti ostane v zraku, pa bi prosila mladega kolega, da se ti pripraviš.
Ja. Ne smeš reči vsega, kar ti pade na pamet. Twitter, ja. In Twitter in Facebook, torej jaz niti ne uporabljam Facebooka in Twitterja, ne, ker bi ju ne znala, ampak zato, ker ne bi rada bila med tistimi, ki pišejo hitreje, kot mislijo. In ker mi je že dedek, moj davno pokojni dedek, rekel, ko sem mu povedala, da bom šla študirati novinarstvo, ti, Darka, pa nisi za to. In sem jaz bila čisto zgrožena. Ta moj dedek je pa res že star, kako mi lahko to govori, saj pa znam pisati, ne, pravijo v šoli. In je rekel, ker preveč rada poveš to, kar misliš. No, ampak ja, javna, seveda, spoštovanje do javne besede, ne, je nekaj, kar izumira. Mogoče še ni čisto izumrlo, ampak se bojim, da bo. Danes sem imela intervju za Radio Agora, sem govorila o tem, kaj zameri mladim kolegom. Jaz ne bi rada bila preveč črnogleda, ki pa seveda niso za to sami krivi oziroma samo sami krivi, ne? Ta naglica, ta površnost, ta ego, lastni ego, čim bo lastni ego v spredje. Ne moreš delati recimo dobrega intervjuja, ne, če postavljaš v ospredje lastni ego, če ga ne daš, ne. Vsaj tisti trenutek, ko človeka sprašuješ v oklepaj, ne. Vse to se mi zdi, da škodi, ja, novinarstvo, ne. Ampak jaz sem prepričana, stara šola, jaz sem prepričana, to je prava šola in sem prepričana, da se bo ta prava šola nekoč vrnila. Zdaj živiš v Celovcu. A si lahko obetamo tudi kakšne celovške pogovore? Se pravi, kaj najdevaš kot novinarka tu? Še prej bodo išli, upam, tukaj je založnik, ki kima, tržaški pogovori, ker sem nekaj let preživela tudi v Trstu. Tržaški pogovori na čelu seveda z pogovori, ki sem jih imela z neuničljivim Borisom Pahorjem. Potem pa celovški pogovori že nastajajo, ne. Od mene je odvisen samo en del, ne. Nastajajo tudi z mislijo, da bi se znašli v knjigi. Prvi moj intervjuvanec je bil Valentin Oman, zadnji doslej je bil gospod Jožef Markec iz Karitasa in pa dopisovala sem si zdaj ob obletnici Slovenske gimnazije z ravnateljico Zalko Kuhlik, ker mi je treba povedati, da mi imamo v sobotni prilogi Večera rubriko, za katero sva se midva zelo borila, da bi obstala, ki se imenuje Fluid. In v njej nekdo, novinar, ne? Neki novinar napiše pismo neki osebi, ki ima kaj zanimivega povedati. Tukaj je gospod Vospernik, ki je bil tudi moja žrtev, sva si dopisovala. Mislim, da je tudi ta oblika zelo zanimiva in da bi tudi ta lahko prišla v knjigo. Ampak ko sva pri stari šoli, ne, nekako med mladimi ni navdušenja za to vrstno rubriko, ne, tako da se bojim, da jo bodo morda celo ukinili. Jaz upam, da ne, no, ker to takšno dopisovanje, ne, se spominjate, nekoč je to se na veliko, ne, uporabljalo in je po mojem zanimivo branje, ne. In zanimivo branje pravi antipod tvitanju, čivkanju. Zdaj pa morda predno nadaljujemo, morda predamo še besedo občinstvu, se pravi, ali kako vprašanje, tema, kritika. Prosim, gospod Insko. Jaz imam eno vprašanje, od katerega bi se rad že naprej distanciral. Ja? Namreč, kolegi diplomati, ki so bili v Ljubljani in v Beogradu, ne, jaz tega izkušnje nisem naredil, ampak pravi v Ljubljani zapustiš Ljubljano brez prijateljev. Ko zapustiš Beograd, jih imaš 100. Kaj je tako specifično v Beogradu, ne? Jaz jih imam tudi še danes, ne, po 30 letih skoraj. In so zelo zvesti.
kličejo, si dopisujemo, ne. Če pridemo v Beograd brez najave, se vrata odprta, ne. Seveda, v Mariboru, če bi bili ambasade v Mariboru, bi bilo drugače. Ampak nekaj na Beograd, ne. Če tudi v tisti knjigi, kak se reče, Schlafwandler, avstralski pisatelj Clark je napisal knjigo Schlafwandler, Sleepwalkers, mesečniki. Ja. Tudi o Srbih zelo slabo piše, o letu 1914, ne. Ampak vsak, ki je bil v Beogradu, se pa navdušen vrne. Ja, to je res. Ja. Jaz se od odgovora ne bom vnaprej distancirala. Tudi meni je Beograd zlezel pod kožo. Seveda je to vele mesto, ki ima tudi minuse, tako kot jih imajo vsa mesta, sploh velika. Ampak eden njegovih velikih plusov je ravno to. Ja. Moram reči, da jaz prej Beograda, jaz sem kot mlada novinarka v tistih časih, 80-ih letih, ne, ko je Jugoslavija, počasi se je kazalo, ne, da grejo stvari tako narazen, ne, razpadanje se je že kazalo. Sem hodila včasih, ko so bile kakšne vroče partijske seje, so me poslali, da sem šla tja poročati. Ne. Ampak nekako tam, najprej moram reči, tisto so bila res neprijetna leta, neprijeten čas in jaz tudi tam sem hitro zbrala različne izjave, to in šla domov. Tako da mi ni bilo to nekako moje mesto, mi je bilo tuje mesto. Ne? Nisem ga imela za svojega. Jaz namreč za razliko od mnogih Slovenk in Slovencev nisem imela tam, nimam sorodnikov. Ne? Zdaj imam prijatelje, ampak takrat jih nisem imela. Ne? Seveda sem gledala na Beograd kot na mesto, odkoder so prihajale zanimive, filozofske, sociološke misli, lepi, zanimivi filmi, zanimive televizijske nadaljevanke, krasne knjige, ampak prihajali so tudi nalogi, ne, za kakšne zaplembe, aretacije, ne. Vse veste, da veljal je tisti zloglasni 133. člen, ki je sankcioniral verbalni delikt. Ne. Tako da moj pogled na Beograd je bil tako, dvojen. V bistvu mi je bilo tuje mesto. Kolegica pravi, da se mi je moral zgoditi, da mi je bil usojen, tukaj sedeča kolegica, ki ima mamo, ki je po rodu Beograjčanka. In res, ko sem prišla tja, kako so me sprejeli ljudje. Našla sem prve prijatelje Beograjčane že v Trstu, srbskega diplomata in njegovo ženo, oziroma takrat sta še bili Srbija in Črna Gora skupaj. In potem, ko sem po zaslugi moža, seveda, in njegove diplomatske poti prišla v Beograd, so ti prijatelji nas upeljali v svojo družbo, ki je bila zelo tako različna. Niso bili samo diplomati, so bili tudi umetniki, in drugi. In kako so nas ti ljudje vsi sprejeli za svoje. Te njihove debate, kako se lahko res sproščeno smo pogovarjali in so se mnenja kresala ni tako kot med Slovenci, tudi med našimi kolegi ne misliš tako kot jaz, torej nisi moj, ali pa celo, če ne misliš tako kot jaz, si že moj sovražnik. Tam jaz res nisem imela tega občutka. Seveda pa ima to mesto nek šarm tudi zato, ker je tako veliko, in kvantiteta vendarle da tudi kvaliteto. Tam srečaš, ne vem, vse mogoče zanimive ljudi z vsega sveta, da ne govorimo seveda o nočnem življenju, zaradi katerega mi je žal, da nisem bila v Beogradu malo mlajša, ampak tako da, to vedno ponovim, zame je Beograd nekakšen balkanski New York, Kundera, češki pisatelj Kundera je za New York rekel, da je lep v svoji grdoti. New York ni neko tako privlačno, arhitektonsko in tako ne vem kako lepo, privlačno mesto, ampak je res lep v svoji grdoti. In tudi za Beograd, bi jaz rekla tako, ima nek šarm, ki se mu res težko upreš.
Pa tudi to, ne, ti dve veliki reki, ne, reke so vedno očarljive, ne, tudi jezera seveda, da ne bo pomote, Sava in Donava, tudi to mu daje nek šarm. In res, v Beogradu si dobiš prijatelje, ki jih zlepa ne zgubiš, ne. In tudi, če se, ne vem, leto, 2, 3 ne bi slišal, ne, ko se slišiš, ne, je tako, kot da ni tega časa vmes. To je res. Grozno je samo to, da so ti izgubili bitko, ne? Torej, ne? Ja, je pa res, da ne, vsi ti ljudje, več ljudi je mi že reklo, kada se opazi iz knjige, kako so ti ljudje ranjeni, ne? Ne? Ti ljudje so ranjeni, poškodovani, ne? Na njihovem primeru bi težko rekla, ko nekateri pravijo, da Srbija pač ni občutila vojne, še kako so jo občutili, tudi te zgodbe, teh mater in očetov, ki so skrivali svoje otroke, da ne bi jih poslali v vojno v Bosno, ki je kao, pravijo oni, ni bilo, ne. Mislim, Srbija se tam kao ni borila, ne. So pa mobilizirali, ne, mladeniče v vojsko, recimo Ljubiša Samardžić govori o tem, kako je, najbrž ga poznate, ne, tega velikega igralca, kako je dobil njegov sin poziv za vojake, mislim, ne, da gre v vojno, in je Ljubiša Samardžić, ki si to pač je lahko privoščil, ker je dovolj znan in slaven, in Srbi zelo res igralce cenijo tako, da ko tam igralec umre, to grejo procesije. V gostilnah, tako ko vidijo igralca, to ga obkolijo, se slikajo z njim, res izjemno cenijo igralce. No, Ljubiša Samardžić je torej, kot znani igralec, to lahko privoščil, je šel k šefu vojnega odseka in mu je rekel, veš kaj, da si to naredil prvič in zadnjič, ti mojega sina ne boš pošiljal nad moje gledalce. Jaz imam gledalce, ne, po vsej Jugoslaviji in moj sin ne bo streljal na moje gledalce. Ampak kljub temu je potem sina v Budimpešto seveda umaknil. Ali pa ta žena Bekima Fehmiju, tudi igralka Branka Petrič, pripoveduje o tem, kako je njen sin, perspektiven igralec, ki zdaj sicer se vrača v Srbijo in včasih zaigra v kakšnem filmu, ampak on se je umaknil v Ameriko, da ne bi bil mobiliziran, in tam seveda se ni mogel preživljati z igralstvom in peče danes v New Yorku kruh peče in se s tem preživlja. Tukaj pa igra v Srbiji v kakšnih filmih. Bog ve, kakšno kariero bi naredil drugače. Tako da ti ljudje so poškodovani in ranjeni in seveda in čutijo kot neko krivico, to, da zato so me morda tako veselo sprejeli oziroma tako z odprtimi rokami, čutijo kot nekakšno krivico, da se vsa Srbija demonizira. Bili so ljudje, ki so protestirali, vse na koncu so na vse zadnje Miloševića zrušili. Bili so, ki so protestirali, samo bilo jih je premalo. In Mirjana Karanović, tudi velika igralka, ona je malo mlajša od Milene Dravić, pa to je še mlada, je tako bolj mojih let. Se šalim, seveda je mlajša tudi od mene. Ta Mirjana Karanović pravi, da ona je zelo protestirala takrat v Miloševićevih časih in tudi kasneje in se za človekove pravice borila. Je taka aktivistka, ki je dobila tudi več nagrad kot aktivistka, ne samo kot igralka. Igralka je tudi odlična. Pravi, zdaj utrudila sem se, ne morem se več boriti, ne bom več protestirala. Življenje je prekratko, da bi porabljala energijo. Zdaj hočem delati samo še to, kar res znam igrati. Tako resignirano malce zveni. Nisem se zdaj pogovarjala z njo ob teh protestih. Najbrž so jo kar napolnili malce z energijo, ob teh zadnjih protestih. Morda počasi zaključujemo, pa še bi jaz postavil eno vprašanje, Darki, pa potem zaključimo s pesmijo. Tako. Se pravi,
Kjerkoli si, Darka, ne miruješ, se pravi Maribor, Trst, Beograd, Celovec. Genialni literat Duško Kovačevič ti je rekel, da kakšna sreča, da je pisatelj, ker če ne bi pisal, bi si moral plačevati psihiatra. Ti tudi? Tukaj je moj mož, zato o tem... Zato ja, o tem ne bi jaz govorila, ampak potem ob kozarčku lahko se z njim pomenite. Zdaj pa šalo na stran. Ja, brez pisanja ne bi mogla, brez pisanja ne bi mogla. Zdi se mi, da je svet tako zanimiv in ljudje so tako zanimivi, in zgodb je toliko, da jih je treba popisati in jih deliti z drugimi. To se mi res zdi, že odkar se zavedam sama sebe, no. Duško Kovačevič je velik dramatik, ki pa je rekel še nekaj, Rekel je, da on še vedno piše na pisalni stroj. In ne piše na računalnik zato, ker je to neka posebna kemija, ta povezava med glavo in roko, in da on, ko dobi tekste, ki so napisani na računalnik, takoj ve, da so napisani na računalnik zato, ker so tako površni, mislim, vsebinsko, miselno površni, ne tipkarske napake. No, jaz pišem na računalnik, ampak se trudim, da moji teksti ne bi bili površni. Jaz, ki sem pa bil Darkin šef, pišem pa tako. Še starejša šola. Najlepša hvala, torej najlepša hvala tudi Darki, da delite zgodbe z nami. Upam, da jih bo še več. In morda tako, kot se spodobi, zaključimo s pesmijo. Thank you.
Najlepša hvala omizju, avtorici, novinarki Darki Donar Vredan, Dejanu Pušenjaku, Zajdinu Porozoviču. Dovolite, da nadoknadim še nekaj pozabljenega. Knjiga je izšla pri Kulturnem centru Maribor. Pozdravljam med nami tudi predstavnika gospoda Žela Herla tukaj, koga zanima še kaj več o produkciji, izdaji knjige ali pa o centru samem. Se ni tolikokrat Maribor tukaj v gosteh, tako rekoč. Vas pa vabim, da si knjigo nabavite in dovoljujem si tukaj tudi izreči, da bojo avtorica gotovo rada signirala ali pa napisala posvetilo. Druge vas vabim še na pregrizek in požirek v prednje prostore in bi še rad imel malo razvedrila. Danes večer ste vabljeni še ob 7. uri je predstava na podlagi produkcije Sister Act v Tišnerevi dvorani. Že tja srčno vabljeni. Sicer pa hvala lepa za vaš obisk in do prihodnjič. Srečno. Končno pa sem teh pomadal. Harmoniko nič ne poznam.